trenutno samo na lokaciji v zdravstvenem domu Krško, ostale podlokacije smo zaradi varnosti zaposlenih in pa tudi prebivalstva zaprli trenutno. V to dejavnost v samem zdravstvenem domu se vključujejo tako zaposleni zdravstvenega doma, kot tudi koncesionarji z tega področja. Pacienti stopajo samo skozi en vhod, ki je triažiran. Na sprejemni pisarni smo tudi okrepili službo za informacije, ki sprejema klice, jih usmerja v akutne ambulante za paciente in pa tudi prevzema naročila za paciente. Trenutno imamo aktivno akutno ambulanto za odrasle, ki deluje od 7 do 19 ure, ambulanto za administrativno svetovalno in pa za preveze ran, ki deluje vsak dan od 7 do 14 ure, eno pediatrično akutno svetovalno ambulanto, ki telefonsko svetuje, in pa eno zobozdravstveno akutno telefonsko svetovalnico, ki dejansko sprejema klice pacientov in jih usmerja v zobozdravstveno ambulanto, ki je namenjena za nujno medicinsko pomoč v zobozdravstvu. Ta je trenutno locirana v zdravstvenem domu Novo mesto. Vse informacije, kontakte najdete na naši spletni strani ali pa pokličete v sprejemno pisarno, kjer vam bojo dali ustrezna navodila. Kar se tiče patronažne službe, na lokacijah deluje tako ustaljeno, kot je tudi pred tem interventnim stanjem. Nujna medicinska pomoč deluje enako kot prej. Imamo pa organizirano nenujne reševalne prevoze za primere prevozov pacientov, ki so okuženi z COVID-19, koordinira pa te prevoze dispečerski center Maribor. Vsi ti naši zdravstveni delavci, zdravniki, sestre, pomožno osebje se seveda vključuje tudi v druge naloge. Trenutno zagotavljamo skupaj z našimi zdravniki in koncesionarji oskrbo v prej vstopni točki za odvzem brisov v Brežicah, sedaj se je ta preimenovala v akutno ambulanto oziroma v ambulanto za COVID, ki je namenjena odraslim osebam. Danes smo se uspeli dogovoriti z zdravstvenim domom Brežice, da bomo skupaj organizirali za občane Krškega in pa Brežic enotno ambulanto COVID za otroke in mladostnike iz tega področja, in sicer jo bomo zagotavljali tako s pediatri in pa sestrami iz zdravstvenega doma, koncesionarjem, in pa tudi s pediatri iz zdravstvenega doma Brežice. Ta ambulanta za otroke in mladostnike bo locirana v zdravstvenem domu Brežice in bo delovala vsak dan od 7 do 19 ure, začne pa z delovanjem od ponedeljka dalje. Poskrbeli smo tudi za psihološko pomoč v Krškem, in sicer imamo odprto telefonsko številko, na katerem lahko pokličete za svetovanje ali pogovor s psihologom. Ta številka deluje vsak dan od 10 do 14 ure. Mogoče, da poudarim za nazaj, te COVID ambulante so namenjene, da se obravnava paciente, ki so napoteni in usmerjeni strani izbranih osebnih zdravnikov. Torej vanje ne hodite sami, temveč vedno prej po posvetu z izbranim osebnim zdravnikom, ki vas je napotil v to COVID ambulanto. Specialistične ambulante v zdravstvenem domu Krško se bojo dejansko organizirale tako, da bo poskrbljeno za vse nujne ali pa zelo hitre preglede za paciente, ki to potrebujejo. Dejansko jih bojo specialisti oziroma ambulante klicale in si organizirale delo tako, da bo pač varno za paciente in za zdravstveno osebje. V sodelovanju z civilno zaščito Krško pa smo na našem parkirišču za zdravstvenim domom Krško postavili tudi šotor, ki je v prvi vrsti namenjen za izolacijsko točko. To pomeni, da v primeru, da bo potrebna zdravstvena obravnava pacienta, ki je okužen z COVID-19, da se ga obravnava ločeno, da ne prihaja do križanja zdravih in nezdravih oziroma okuženih z zdravimi. Moram reči, da v teh zadnjih dneh opažamo večjo osveščenost prebivalstva, znajo pristopati, dejansko sprašujejo, pazijo na razdalje, veliko je telefonskih svetovanj, veliko se da rešiti že v pogovoru z zdravnikom, včasih že z informatorjem. Seveda je v teh trenutkih veliko nekih vprašanj,
Svetujem vsem prebivalcem, da spremljajo preverjene medije in naj ne verjamejo informacijam, ki se včasih pojavljajo na družbenih omrežjih. Zdravstveni dom Krško prilagaja in bo prilagajal dejansko svoje delovanje potrebam pacientom. Dnevno spremljamo obiske, število potreb po zdravstveni obravnavi in pa seveda tudi sledimo navodilom Ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Je bilo že v Krški občini kakšen potrjen primer? Trenutno nimamo nobenega primera, ki bi bil potrjen za občino Krško. Koliko ste jih pa napotili? Dnevno bom rekla, je tudi manjše število, 2, 3 različno. Zdravniki zvečer poročajo na moj elektronski naslov, ampak do sedaj ni bilo nobenega brisa pozitivnega. Trenutno včeraj mislim, da je bilo 10 brisov v Brežicah, od tega je bilo 9 za zdravstvene delavce, 1 pa za prebivalca.